večer, otroci. Ali se v zadnjem času pogosto spotikate? Vedno v isti prak v stanovanju? Ali vas vrata od omare na lepem lopnejo po čelu? Vam mleko pogosto prekipi? Ali pa nikakor ne morete najti kake reči, pa ste prepričani, da je bila še pred minuto pred vašim nosom? Ali v vašem stanovanju zadnji čas kaj šušti, škriplje, tiktaka? Najdete svojo sobo, ko se vrnete domov, vendar v strašnem neredu, prepričani pa ste, da ste jo pospravili. To stanovanje je zares postalo premajhno, se jezite. Če je tako, obstaja upravičen sum, da so vašo hišo zasedli hišni duhovi. Kdo so hišni duhovi? Hišni duhovi so majhna, večinoma nevidna bitja, ki sodijo v raznovrstno in številno družino pravljičnih bitij. Medtem ko druga pravljična bitja živijo po gozdovih, gorah, skalnih duplinah, rekah, morjih in močvirjih, so se hišni duhovi odločili, da bodo živeli po hišah med ljudmi. Skoraj pri vseh narodih živi verovanje o predniku, zaščitniku, ki varuje hišo. Pri starih Rimljanih se tak zaščitnik imenuje genius loci, prikazujejo pa ga najpogosteje v obliki kače. Kača, čuvajka hiše, stanuje pod pragom ali za ognjiščem. Ognjišče je v verovanjih mnogih narodov mesto, kjer prebivajo hišni duhovi. Obstaja tudi verovanje o uslužnih hišnih duhovih. Ti se vselijo v hišo. Če jih imajo stanovalci radi in jih hranijo, jim napravijo razne storitve. Lahko pa so tudi nevarni, če je drugače. Tak hišni duh obstaja tudi pri mnogih drugih narodih. Rusi mu pravijo domovoj, Čehi ditko, Nemci kobold, Angleži good fellow, Hrvati maljak, Slovenci pa škrat. Ponekod jih opisujejo kot majhne starčke z belo ali sivo brado, ponekod so podobni hišnemu gospodarju, vsi pa so radi oblečeni v rdeče. Pogosto je to kapica. Veruje se, da je v kapici njihova moč. Nekateri verjamejo, da je mogoče hišnega duha kupiti v lekarni in ga imeti doma lepo v steklenici, drugi spet mislijo, da se izvali iz jajca, če ga znese petelin ali kokoški kikirika. O hišnih duhovih v primerjavi z drugimi pravljičnimi bitji vemo najmanj. Danes ljudje štejejo, da so sirene, palčki, čarovnice, vampirji, vile, samorogi in hišni duhovi, pa še mnoga druga zanimiva bitja, samo plod ljudske domišljije. Jaz pa mislim takole. Spremenile so se hiše, način bivanja, življenje ljudi, pa so se temu prilagodili tudi plodovi ljudske domišljije. Stanujem v 15-stropni stavbi v središču mesta. Da bi se varovala pred zlobnimi vilinskimi bitji, nisem na vrata narisala svinjske glave, zabila žeblja, obesila potkve ali venca česna, nisem posula lana po tleh, niti ne skrivam noža pod blazino, kot so to ljudje počeli včasih. Zato pa vedno pazim, da imam v žepu košček rdečega sukanca ali volne, pod posteljo nogavico, na steni pa obešen zvonec. Pred spanjem ulijem v krožnik malo mleka, zgubim namenoma kak dober bonbon, kozarec z medom pa je vedno odprt. To je za hišne duhove, to jim je všeč. Kadar se selim, selila pa sem se že nekajkrat, v stanovanju, ki ga zapustim, vedno pustim kake stare copate ali čevlje, da bi dobri hišni duhovi, če bi si to želeli, lahko prišli za mano. Podatke o hišnih duhovih sem nabrala, ko sem opazovala življenje stanovalcev v naši hiši. Prepričana sem, da to sploh niso vsi hišni duhovi, kar jih je. Da ne pozabim, hišnih duhov in vseh vilinskih bitij ni lahko videti. Če imate srečo, jih lahko vidite po noči, najbolje ob polnoči, a vse, kar imate na sebi, mora biti obrnjeno narobe. Sun Suni je poredni hišni duh, dobričina, a največji tatič med hišnimi duhovi. Če čistite hišo, pa v skritih špranicah naletite na čudne kupčke, iz katerih kuka košček sukanca, pisana cunjica, drobtina kruha, star piškot, papirček od bombona, avtobusna karta, lahko pa tudi izgubljen prstan,
Potem živi v vašem stanovanju Sun Suni. To je pozabljiv in len duh, a hkrati ves dan na delu. Nenehno nekaj prinaša in odnaša, premešča, krade in pozablja, kje je ukradeno skril. Nekateri poznavalci hišnih duhov trdijo, da je podoben mehki, nasršeni kot pero lahki kepici, ki se trklja in valja ter nabira spotoma smeti na svoje dolge svilene dlake. Neka moja soseda je trdila, da je v pečici našla nogavico. V omari med perilom pa jajce, med jajci v hladilniku svojo pudrnico, v njej pa namesto pudra prašek za pecivo. Poprček je preprost hišni duh, ki se prikaže samo po noči in vdihuje poper. Tega ne počne zato, ker bi mu bil poper posebno všeč, ampak zato, ker obožuje kihanje. Če se po noči pritihotapimo v kuhinjo, da bi popili skodelico mleka, na primer, in v nočni tišini zaslišimo nekaj podobnega zadovoljnemu kihanju, je to znamenje, da se je v hišo vselil poprček. Dokaz o obstoju hišnega duha poprčka je v moji kuhinji. Na zeleni polici v škatli za poper. Piskači so zelo muzikalni hišni duhovi, ki uporabljajo za muziciranje makarone. Nekateri poznavalci trdijo, da so piskači lepa, gladka bitja rožnate barve. Piskajo po noči, tako da pihajo v makarone. Vsak daje drugačen ton, včasih pihajo tudi v polške iz testa. Poznavalci trdijo, da je ta glasba nepopisno lepa. Piskači živijo v skupinah, še nikoli se nobeden ni pojavil sam. Podatke o njih sem dobila pri violinistu Capku iz 5. nadstropja, ki vadi po noči in so ga sostanovalci zato že 3-krat prijavili na milici. Violinist Capek je na to zagrozil, da bo kupil trobento. Grkci so hudobni hišni duhovi, ki se znajo izmisliti največ vragolij. Cele noči pridno delajo, samo da zjutraj lahko razjezijo stanovalce. Grksi, na primer, tako zmešajo vezalke levega in desnega čevlja, da jih ljudje v jutranji ihti ne morejo razvozlati. Prav tako narobe zapno gumbe na obleki, zmešajo lase, da jih je zjutraj nemogoče počesati. Vso to jutranjo zmedo pa Grkci zadovoljivo opazujejo, medtem ko se gugajo na nevidnih nitkah pod stropom. Tisti, ki škripajo z vrati, so najbolj nadležna vrsta hišnih duhov, ki še posebej mučijo ljudi s slabimi živci. Podmažete vrata, pa že zaslišite druga. Škrip! Podmažete jih, pa spet začno tretja. Škrip! Ko podmažete zadnja, spet začno škripati prva. Hišni duhovi so zelo vztrajna bitja. Milniki so zelo živahni, a neškodljivi. Živijo v kopalnicah. Ko vsi v hiši zaspijo, pridejo iz svojega skrivališča in se začno zabavati. Tekmujejo v tem, kdo bo iz tube iztisnil več paste za zobe, obmetavajo se s peno za britje, kotrljajo navijalke za lase, drsajo po milu, mažejo se s kremami in parfumi ter škropijo vodo na vse strani. So tudi zelo muzikalni in radi igrajo na glavnike, pri tem pa udarjajo takt s ščetkami za zobe. Prstožer pa je hišni duh, ki živi v posteljah. Najraje v tistih starinskimi pernicami, se pa tudi dobro prilagaja moderni posteljnini. Na delo se odpravi po noči in počasi grezlja nožne palce. Če se prstožer useli v hišo, ljudje nemirno spijo. Pomagajo le rdeče nogavice, oblečene narobe. Če ne morete spati v nogavicah, malo pomaga tudi, če nogavica leži pod posteljo. Neki moj sosed trdi, da mu je prstožer vsako noč šaril okoli palca na desni nogi. Zdaj pa ga pred spanjem potrese z ostro rdečo papriko, pa je mir. S tem seznam hišnih duhov še ni izčrpan. Najbrž poznate nekaj teh bitij tudi v vašem stanovanju. Če jih še niste videli, se vam pa zdi, kakšni so, jih narišite in opišite in nam jih pošljite. Za nocoj pa vam želim mirno spanje in čim bolj lene hišne duhove. Lahko noč, otroci.